pozdravljeni na novinarski konferenci, ki smo jo sklicali v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke skupaj z našim podmladkom Slovensko demokratsko mladino. Razlog za to novinarsko konferenco je predstavitev zakona, ki smo ga pripravili v podmladku naše stranke in ki ga poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagamo za vložitev v parlamentarni postopek. Gre se za spremembo podeljevanja oziroma kako se porablja denar iz sredstev, ki se naberejo preko koncesij z naslova študentskega dela. Kaj so razlogi za sprejem in kakšna je trenutna aktualna situacija na področju študentskega organiziranja, pa vam bo več povedal član izvršilnega odbora podmladka Slovenske demokratske stranke, kolega Matej Večaj. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Študentska organizacija ima specifičen položaj. Je pravna oseba zasebnega prava, kljub temu, da je že več državnih organov Republike Slovenije argumentirano obrazložilo, da gre za pravno osebo javnega prava. Ena izmed ključnih razlik med pravno osebo javnega in zasebnega prava je v samem nadzoru organizacije. Pri pravni osebi javnega prava gre za nadzor iz strani računskega sodišča, medtem ko na drugi strani pri pravni osebi zasebnega prava pride samo do nadzora s strani notranjih kontrol. Pri študentski organizaciji je problem, ker obstajajo samo tako imenovane notranje kontrole, ki pa lahko rečemo, da v večini primerov ne delujejo oziroma delujejo slabo, na žalost. Študentska organizacija Slovenije na letni ravni razpolaga z okoli 10 milijonov evrov. Večino tega denarja dobi iz tako imenovanih koncesnin. Torej, ta denar pride v študentsko organizacijo s strani študentov študentskega dela. Potem imamo še en problem. Za funkcionarje, ki upravljajo s tem denarjem, torej s temi 10 milijoni, ne veljajo določila zakona o preprečevanju korupcije, ki pa veljajo za javne funkcionarje. V preteklosti je imela slovenska javnost možnost videti številne malverzacije, ki so se jih s študentskim denarjem šli nekateri študentski funkcionarji. Spomnimo se na primer samo nakupa jadrnice za preko 100.000 evrov, potem plačila za razna poslovna stanovanja pri nakupih oziroma ne nakupih, bolje rečeno, določenih nepremičnin, vlaganja v start-up podjetja in pa še marsikateri drugi posli so sporni. Najbolj znana investicija pa je definitivno investicija v študentski kampus, ki ga nekateri imenujejo kar študentski TEŠ 6. Študentska organizacija univerze je za nakup zemljišča in pa dokončanje investicije namenila preko 2 milijona evrov. 2 milijona evrov oziroma še več pa je znesek, ki bo izredno težko opravičil, kaj bodo v zameno oziroma kaj bomo v zameno za to dobili študenti. Je pa definitivno nekaj koristi za nekatere mlade politike, torej tiste politike, ki so na pravi strani. Študentski kampus je postal nič drugega kot še ena izmed organizacij, ki študentski politični eliti, torej tistim študentskim politikom, ki so na pravi strani, lahko bi jim rekli izbranci, služi kot kadrovski peskovnik.
Dejstvo je, da je v študentskem kampusu sicer uradno preko razpisa dobilo zaposlitev kar nekaj zaslužnih. Ni prav, da se z denarjem študentov ravna kot z nekim lahko pridobljenim loto dobitkom, ki si ga neomejeno delijo privilegirani ljudje, ostali študenti pa lahko to samo gledajo. Dejstvo je, da je namen zbranega študentskega denarja v študentskih organizacijah, da se ga slej kot prej na tak in drugačen način vrne študentom, vrne mladini, vrne v mladinski sektor. To, kot smo že ugotovili, na žalost v večini primerov oziroma v večini ni tako. Potem evidentno je, da je financiranje mladinskih organizacij v Sloveniji neenakomerno. Torej večina denarja slovenske mladine gre v študentske organizacije, medtem ko imamo na drugi strani veliko število mladinskih društev, ki se morajo za vsak evro, ki ga dobijo, levje boriti na javnih razpisih, dokazovati morajo, zakaj bodo določen denar porabili, potem pa še morajo to porabo tudi dokazati, torej za vsak evro, s tem, da teh evrov je bistveno manj kot približno 10 milijonov evrov, kot jih ima na letni ravni študentska organizacija. Bolj pošteno in pravično bi bilo, da se ta denar, torej denar, ki ga zdaj dobijo v večini te študentske organizacije, bolj pošteno razdeli, torej da v mladinski sektor in potem se na razpisih in tako naprej vsa mladinska društva, vse mladinske organizacije enakovredno borijo in za svoje projekte in delovanje tudi ta denar dobijo, ne pa da ta denar konča v eni sami organizaciji, torej organizaciji, bi lahko rekli, ki ima kar določen monopol, bi lahko rekli. Hvala Mateju. Torej, kot ste slišali, je alarmantno področje, o katerem danes govorimo. Nenazadnje smo o tem govorili tudi, ko je ena od poslanskih skupin Državnega zbora vložila predloge, da se spremeni zakon o organiziranju študentov. Žal tisti zakon ni bil potrjen, zato smo se v Slovenski demokratski mladini odločili, če že poslanke in poslanci v primeru tistega zakona niso imeli posluha, da bi nekatere stvari uredili bolj transparentno, pa da mi vložimo zakon, da se drugače razdeli denar, ki ga dijaki in študenti, lahko bi rekli, zaslužijo preko študentskega dela, potem pa gre iz naslova koncesijske dajatve na študentsko organizacijo Slovenije. Zato predlagamo predlog sprememb zakona o uravnoteženju javnih financ in sicer, da se v drugem odstavku 130. člena doda nova D točka, ki se bo glasila tako, da organizacije iz prejšnjega odstavka od 1. julija 2017 namenijo. Po našem mnenju je prav, da se 56,3% obračunanih sredstev iz te koncesijske dajatve nameni v proračunski sklad ministrstva. Ta sredstva bodo šla potem za štipendije. To se pravi, da študenti in dijaki delajo in zaslužijo denar za to, da se potem ta denar, ki tako ali tako ni njihov, se ne pozna na njihovem transakcijskem računu, pa pozna na računu tistih, ki ta denar potrebujejo preko štipendij. Predlagamo, da se 10% teh sredstev nameni Uradu Republike Slovenije za mladino, to je krovni urad za področje mladinskega organiziranja v Sloveniji. Skozi celotno leto ima številne razpise, nanj se lahko
prijavijo mladinske organizacije, kandidirajo za sredstva in to je najbolj transparenten način. Tudi druge organizacije se lahko prijavijo, ne samo tiste, ki imajo status delovanja v javnem interesu, tako da na ta način delamo deljenje tega denarja bolj transparentno. Predlagamo, da 8% teh sredstev ostane Študentski organizaciji Slovenije v skladu z njenim temeljnim aktom in pa akti sprejetimi na njegovi podlagi. Predlagamo, da 2% obračunanih sredstev gre za delovanje študentskih organizacij v lokalnih skupnostih po zakonu o skupnosti študentov, da pa se ta denar porazdeli glede na število članov v posamezni študentski organizaciji v lokalni skupnosti in pa da se organizaciji, to se pravi posrednikom, študentskim servisom, priznajo stroški v višini 23,7% sredstev iz koncesijske dajatve. Kar se torej spreminja, se spreminja to, da sedaj ta denar, ki ga je v celoti dobila Študentska organizacija Slovenije, da del tega denarja namenjamo za štipendije za mlade, del tega denarja še vedno ostaja Študentski organizaciji Slovenije, del tega denarja gre študentskim organizacijam, ki so organizirane v lokalnih skupnostih, in pa del tega denarja gre Uradu Republike Slovenije za mladino. Kdo bo imel največ od tega? Največ od tega bodo imeli mladi, ki delajo preko študentskih napotnic, tako bodo vedeli, kako je njihov denar porabljen, ta zadeva bo bolj transparentna in s tem bomo tudi prispevali k večjemu ugledu Študentske organizacije Slovenije. Ta je sedaj na slabem glasu, poznamo številne malverzacije, ki so bile že prej povedane, kolega ni omenil tudi, vemo, kako je z volitvami, ampak o tem kdaj drugič, lahko ste slišali na odboru, ko smo se pogovarjali o spremembi zakona o skupnosti študentov. Tako da poslanska skupina Slovenske demokratske stranke bo ta predlog danes vložila v Državni zbor. Pričakujemo konstruktivno razpravo in pa seveda tudi sprejem tega zakona in potem, če so še kakšne nejasnosti oziroma če je potreba, da se področje drugače uredi, tudi kakšne amandmaje v drugem branju.